Ne le eden, kar 2 festivala z mednarodno udeležbo bosta jutri oživila idrijsko občino. Ko bo žahalo, da se bo to slišalo po mojemu horda drugega planeta, da tisti dan bo Idrija po mojemu zvenila in slišna bila čez celotna glasbena alternativna slovenska scena. Ne? Punkfešta, Kramfest bo, kot so napisali organizatorji, proti mačizmu, seksizmu, rasizmu, fašizmu, nacionalizmu in preostalim idiotizmom tega sveta do sobote zasedel Bajer v Godoviču. Le nekaj ovinkov je od tam do Idrije, kjer pa bo na sporedu prvi koncert v nizu festivala Plun Pitk. Izhodišče za ime so bili pikniki in vprašanje, kdo bo plunil zadnji žlikrov na mizi. Beseda se je prijela, pove producent festivala Boštjan Peternel iz Društva glasbenikov in ljubiteljev glasbe. Torej, plun smo porazširili na mesde, kad je bila enkratna misel plun, da si nekaj kradu smo razširili na vse, a so šplunili na plac, so šplunili na koncert, so šplunili par žlikrov, plun vzem si, vse prid pa glej, v glavnem plun je videli beseda, zelo univerzalna, pa zelo se aprila. In kot je alternativen in drugačen naslov festivala, je tak tudi festival, na katerem se predstavljajo nove in na novo nastale glasbene skupine. Iz te druge lige mainstream bandov, ki nimajo in žal skoraj neč prostora v medijih, za se predstaviti, zato tudi mi imamo problem pridobiti publika, ne, ker ljudi se ne dovolj pozanimajo. Skratka, ti moš njemu bajta pripeljati, pa še bodo rekli, da navije, pa ne poznaje, pa da je slabo, ko oni ne poznaje. Pa razlika je tudi, da imamo same koncerte po mestnih trdih, kjer ne sme preveč bubn zažahati, pa pučiti, pa frštekerja na hont, ampak je to bolj na bazi zaželenega klarineta, violence. Ampak jaz si mislim tako, ko tukaj bendi pridejo, alternativni, metal bendi, brutal metal bendi. Smo upeljali v center mesta dobesedno nazaj subkulture. In se vidi tu prav, da ti deficitarni subkulturni žanri dobijo ta prava tehnika, ta prav prostor, ta prava zgodba v bistvu in da publika seznanjamo s kvaliteto. Tudi tujci pride, pa tudi po Evropi se ne more bohotiti, da jih v centrih mesta, pred občinskimi stavbami, v totalnem zgoščenem naselju so seski sredi mesta, sredi belega dne, postavima brutal metal dogodek s 4 bendi. Tudi sem prišel z Ljubljane, pa se rekel tudi Ljubljančani, da teh v Ljubljan tudi ni pred magistratom, pa verjetno kul nav, ne. In tako bodo v sklopu 5. Plun Pitka na Mestnem trgu pred idrijsko občinsko stavbo na sporedu 3 petkovi alternativni koncertni večeri. Program prvega, če bo deževalo, bo koncert v klubu Svenak, je izbral Mehičan Hektor Rubalcaba, ki je v Idrijo najprej prišel zaradi službe in ostal. Začne 12.6, 2 minuti čez 8, 20.02, Age of Sins, to je ta band s Cerknega začnejo. Hektor je povabil z Romunije metal band Avoid Humanity. Sledi slovenska zasedba Snok iz Velenja, če se ne motim. No, sledi pa ta Stillborn Soiled, to so te Nimci pa Sirici. Močen band, ki je frontman Sirije in tu se nam pa, men pa osebno krdlake vrže po koncu, ki bodo končali ta koncert, prvi uvodni Plun Pitk, Metal Pitk, smo rekli 26. Seveda, ni lih nam, seveda, da smo sopadli na stranski Kram festival, ampak gledajte, skupaj smo oborili tisti dan v občini, da bo takrat imela res 2 festivala alternativne, kar je redkost po mojem, ne. Kot pravi Boštjan Peternel, prvi večer festivala prinaša eno najrazburljivejših koncertnih dogodivščin letošnjega leta. Toda dogajalo se bo tudi na drugem koncertu, ki bo zaradi festivala Idrijske čipke na sporedu zadnji petek v juniju. Takoj se vrnemo na oder 26. junij z grunge pitkom, ki pa 2 petka kasneje producira Neža Pavšič in sicer 2 grunge benda, oba iz Slovenije, eden iz Idrije. Prvi je Spaceship Earth, bodo predstavili nove stvari. No, tisti večer pa sledi domača idrijska zasedba, grand zasedba Gregorov, fin odličen band, koncertni band, ki ima šus na udru, šus pod udrom in tudi ljudi prepoznajo na koncertu. 3. julija pa bodo festival sklenili po vzoru elektronike skupino Karma Koma. In kot upa producent festivala Plun Pitk Boštjan Peternel, letošnji 5. festival ne bo tudi zadnji. Tukaj bo pa na precepu. Ali bo Plun politika,
plonila, da ga dobesedno plonemo in zavržemo, ker bo problem volilno leto in ne bo proračuna določenega do aprila drugega leta. Iz aprila do maja mi ne moramo mednarodnega programa narediti. Mi smo odvisni od nekih totalnih birokratskih, ki pa ti ljudi sploh ne vidijo drugače, kad sem tak, kad piše. In dodaja, da je Plun Pitk tudi festival, ki odpira vrata novi glasbi in širi glasbena obzorja. Tistim, ki so že vnaprej prepričani, da jim alternativna glasba ni všeč, pa sporoča, najprej pridite, poslušajte, potem presojajte.